Pogovori. Jezikovni pogovori. Vojna v Ukrajini vpliva tudi na identitetno vlogo jezika na širšem vzhodnoslovanskem območju. V preteklosti je bila odločitev za jezik na tem območju bolj praktične, kot pa identitetne narave. Če kdo govori rusko, to torej še ne pomeni nujno, da je ruske narodnosti, poudarja naš gost dr. Domen Karvina, rusist in polonist, ki sodeluje pri nastajanju novih izdaj slovarja slovenskega knjižnega jezika in slovenskega pravopisa. Ob tem dodaja, da z vojno v Ukrajini tudi ukrajinščina postaja v večji meri narodni označevalec. Ukrajinci postajajo občutljivejši in so se ukrajinščine bolj pripravljeni učiti. Oddajo namenjamo jezikovnim vprašanjem in dilemam, ki jih vojna v Ukrajini odpira tudi v Sloveniji. Spremembe pa bodo vplivale na pravila za prevzemanje lastnih imen iz današnje Ukrajine in Belorusije. Neuveljavljena ukrajinska in beloruska zemljepisna ter osebna lastna imena se bodo v prihodnje manj prevzemala v slovenščino prek ruščine, uveljavljena pa naj bi ostala nespremenjena. Zdaj, situacija v Ukrajini in Belorusiji je sociolingvistično nekoliko se razlikuje. V Ukrajini v zadnjih letih je uradni jezik samo ukrajinščina, čeprav seveda realno stanje je tako, da na zahodu jasno se govori ukrajinščina, v centru se govori ukrajinščina, jasno, tudi delno zaradi tega uradnega stanja, ampak s ruščino vsekako razumejo. Bolj, ko gremo proti vzhodu, prihaja to prek suržika, mešanice med ukrajinščino in ruščino, proti ruščini, ki je v fonetiki nekoliko trša kot knjižna ruščina, ki je jezik Ruske federacije. In bi rad tukaj opozoril, da to dejstvo, da nekdo govori rusko, še ne pomeni, da se ima on za Rusa. Ne, to, kar bi Ruska federacija rada na nek način izkorišča, da čim nekdo govori rusko, pomeni, da je Rus. To ne drži nasploh na tem ogromnem, to si Slovenci niti ne predstavljajo, velikosti vzhodnoslovanskemu ozemlju. Tukaj so se vedno mešale in na začetku slovanski narodi, potem vemo, so prišli varjagi, bila so tudi ugrofinska plemena. Tukaj, kaj je nekdo po izvoru, kaj govori, nikoli ni bilo nekako zelo pomembno, mislim v smislu, da bi ga to čist do konca definirali, ampak je bilo to bolj praktično vprašanje in tako tudi še danes. Res pa je, da Ukrajinci, seveda zaradi jasno situacije, kakršne svoj jezik nekoliko bolj simbolno tudi dojemajo, podobno kot smo ga Slovenci v 19. stoletju, ne, se pravi, da je to zdaj tudi označevalec narodne identitete, kot so ga morda nekdaj, ko je bilo to bolj stvar prakse in seveda jasno, da z vsem zaledjem Ruske federacije, takim drugačnim, da je bilo znanje ruščine, je odpirala tudi pot marsikam in to je zdaj do neke mere prekinjeno, medtem ko v Belorusiji je pa situacija taka, da sta dva uradna jezika dejansko. Se pravi, beloruščina je uradni jezik, je pa uradni jezik tudi ruščina. Zdaj seveda z vsem zaledjem Ruske federacije, z vsemi resursi, ki so na voljo in oglaševalskimi in takimi in drugačnimi, je pač jasno, da potem beloruščina potegne nekoliko krajšo in v praksi pa v Belorusiji je treba poudariti, v govorni praksi beloruščino, tisto, kar bi oni dojemali, kot da govorijo belorusko, je v resnici tudi mešanca med beloruščino in ruščino, to pa je tako imenovana trasjanka, to so vse izrazi iz poljskih del, se pravi suržik med ruščino in ukrajinščino kot mešanca pšenice in rži, tukaj je pa to, kar ostane ko se mlati žito, skratka iz teh poljedelskih. In seveda bolj na zahodu Belorusije v tem prevladujejo beloruski elementi, proti vzhodu bolj ruski, nasplošno pa da v tej trasjanki je fonetika in morfologija tudi precej beloruska, leksika je bolj ruska in skladna. Je pa treba še nekaj poudariti. Če gledamo ukrajinščino in beloruščino kot tako, sta si ta dva jezika med sabo razmeroma blizu in imata veliko medsebojno razumljivost, tako da Belorusi in Ukrajinci se med sabo lahko precej dobro razumejo, medtem ko če gledamo samo leksiko besedje, bi se pa oni bolj razumeli s Poljaki, če gledamo samo leksiko, kot pa z Rusi. Se pravi, vzhodnoslovanski jezik, seveda slovnica, je taka, medtem ko leksika seveda zaradi poljskega vpliva, tudi ker je bilo to, ko je bila vemo, država Poljska Litva, je bil Belorusija sploh, pa tudi večji del Ukrajine v poljsko-litovski državi.
do konca 18. stoletja in polski vpliv bi vedno močen, tako da povsem leksikalno se Ukrajinci in Belorusi, če govorijo to, bolj razumejo z Poljaki kot z Rusi. Se pravi, to je en ta del njihovega lastnega dojemanja, morda tudi kam kulturno bolj sodijo, ne? In to je treba razumeti. Tako da, kar pa se tiče samih Slovencev, pa seveda zdaj to ozaveščenost, da zlasti ukrajinščina, pa tudi beloruščina, da sploh obstajata in da krajevna poimenovanja ustrezna tem jezikom imamo, je sprožil zavedanje, jaz bi tako rekel, v bistvu, da ta dva jezika sploh sta. A ne, ker prej, seveda v Sovjetski zvezi, jasno, v carski Rusiji, sploh v Sovjetski zvezi, je bilo nekako tako, v redu je ruščina, to pa skoraj zdaj, včasih so Poljaki to dojemali kot neka svoja narečja, jasno, glede na to, kar sem prej povedal, včasih tudi Rusi, in v bistvu bi izpostavil eno obdobje na začetku komunizma pod Leninom, ko so se podpirale lokalne partije, to je bila tako imenovana korenizacija, tudi lokalna dejavnost, in takrat so začele nastajati in slovnice in slovari, razna taka dela in beloruščine, ukrajinščine, in to je, lahko rečem, bil prvi kamen tudi nekega tazga zavedanja v smislu, če naš jezik popisujemo in ga lahko primerjamo z ruščino, potem je to res jezik, potem ni narečje. Tako da temu prvemu obdobju komunizma pod Leninom, seveda potem pod Stalinom je s centralizacijo to vse zamrlo, je vsekakor z tega vidika treba dati priznanje, potem pa seveda v obdobju otoplitve pod Hruščovom, ki je bil Ukrajinec, to je tudi jasno pripomogel k raziskovanju teh jezikov, k podpori lokalni dejavnostim, in tako da te jeziki v Sovjetski zvezi, vendar te rečem, beloruščina, ukrajinščina, z tega vidika so bili kar razmeroma dobro popisani. In zdaj ob takem vedenju Rusije, pa zlasti Ukrajini, še to zavedanje, to je naš jezik, ki nas identificira kot narod in mi ga zdaj bomo uporabljali in se ga tudi tisti z vzhoda se ga bomo naučili. In zdaj seveda Slovenci smo zaradi tega, ker določena imena, ki jih Ukrajinci zdaj, če jih prej sami niso pisali, zdaj gotovo tako pišejo, smo se seznanili z ukrajinskimi oblikami, zlasti s tem končajo iv, ki ga prej morda nismo poznali, tako da to se je vsekakor spremenilo. Ob tem naj povem seveda, da tudi ta ukrajinski končaj iv je nastal iz eja ali iz oja v zaprtem zlogu, se pravi, to je zlog, ki mu ne sledi nič več naprej in je to del njihovega jezikovnega razvoja. Tako da, in če bi dal nek primer, recimo vsi seveda poznamo Kijev, pa Lvov, pa Harkov, in to so uveljavljena poimenovanja, in zdaj smo se soočali tudi z ukrajinskimi oblikami Kijev, pa Lviv, pa Harkiv, ampak tukaj, ker sta Kijev, Lvov in Harkov, ker so to že uveljavljene davno, tukaj tega verjetno ne bomo spreminjali, medtem ko mesto Mikolaju, to ga poznamo, leži med Hersonom in Odeso, prej se v njem ni pisalo, potem pa seveda, ko se je znašel v tem vojnem dogajanju, se je pod tam poročal. In tukaj, tudi če greste vi gledati to gradivo, bo prevladovala ta oblika Mikolaju. Tako da to, kar niso uveljavljeni eksonimi, ampak so ta ukrajinska imena, ki smo se zdaj seznanili z njim, je bil naš dogovor, da bi tukaj se po imenovalniškem končaju iv zgledovali in potem tudi po sklanju to ohranjali. Naj pa nekaj upozorim, da v ukrajinščini tako, ko se sklanja, ko se zlog odpre, ta izgine. Ta i je samo imenovalnik, ko se sklanja, tam potem ko se zlog odpre, pridemo do oja oziroma do je, in to je pogosto v mestniku, to je pogosto v mestniku, tako da tudi z te oblike, kjer so uveljavljeni eksonimi Lvov, Harkov, Kijev, če mi te oblike ohranimo take, hočem reči, Ukrajincem ne delamo sile, ker oni itak v stranskih sklonih imajo. Tako da vsekakor pa zdaj, če prej se nismo tega zavedali, pa zdaj so se te oblike vsekakor pojavile. Ampak ali smo Slovenci z vojno v Ukrajini se naenkrat začeli spraševati o tej jezikovni situaciji v Ukrajini ali pa v Belorusiji, ali pa so to nekako spodbudili Ukrajinci, ki so zdaj prišli sem in so jih začela motiti ta naša naglaševanja, ta imena, ki smo jih prevzeli iz ruščine. Ali menite, da smo se dejansko Slovenci sami ozavestili, da pa nekatera imena bi mogoče bilo smiselneje prevzeti iz ukrajinščine, ne preko ruščine? Ja. Kako se pojavlja ta vprašanja? Zdaj, ta vprašanje je dvoplastno. Gotovo sami, kot sem rekel, sami Ukrajinci, glede na vse stanje, so jezik začeli dojemati morda bolj kot prej in morda tudi tisti z vzhoda, bolj kot nek tudi narodni označevalec, in gotovo
jim je ljubše, če vidijo, seveda potem je problem v imenovalniku, tako oni bi najbrž želeli, da bi, tako kot je pri njih, v imenovalniku bilo iv, potem bi se spremenili, pač tega ne moramo narediti, ampak recimo, da jim je ta oblika imenovalniška, ne vem, recimo, da jim je ljubša in da jo tudi sami, ne bom zarekel, forsirajo, ampak da so z njo bolj zadovoljni. In ja, to je mogoče bil eno od teh vplivov. Drugo pa je, da sodobna načela jezikovnega prevzemajo tudi pri, v tem bi lahko več kolegica Helena Dobrovoljc povedala, in ne samo za ta imena vzhodnoslovanska, pri Komisiji za standardizacijo, se pravi tujih, se pravi lastnih imen, zemljepisnih, načelo in tudi evropsko načelo in splošno načelo, ki ga podpira tudi Združeni narodi, je tako, da tisto v redu, kar so uveljavljeni eksonimi, jih poznamo, in kar so res uveljavljeni, govorim ne zdaj, če je bilo nekdaj v zgodovini za München, Monakovo, pa se to ni uveljavljalo, ampak tisti, ki so res uveljavljeni, tiste pustimo, ker so del in tudi jezika, kulturnega prostora, ki prejema, in je to naredil po svojih jezikovnih načelih. To, kar so pa neustaljeni ali pa neki eksonimi, ki jih na novo uvajam, to tam pa bi se skušali oziroma biti čim bližje izvirniku. Seveda zdaj, kar se tiče sklanjanja, imajo to jeziki, ki ne sklanjajo lažje, ker vzame obliko in se jim ni treba s tem ukvarjati, medtem ko mi moramo urediti še sklanjanje, ampak zdaj stvar je taka, recimo lahko dajo primer iz poljščine, kako smo se odločili pri teh končajih na uf, ki so ustreznik ukrajinskega iv, tudi v zaprtem zlogu je poljščini ta uf, in potem, ko se sklanja, se to odpre. Tam smo celo rekli, da bomo ta končaj kar slovenskim ov nadomestili, ki mu tudi ustreza. Se pravi, brez kakršnega koli vpliva ruščine, da se razumemo. Tam smo se tako odločili, ker kaj je tam uf, potem, ko se sklanja v poljščini, tist gre stran, podobno kot, tako da tam smo rekli, bomo kar slovenskim končajem nadomestili, pozor, da bomo lažje sklanjali, Krakov pa to imamo tako uveljavljeno. Zdaj, pri Ukrajincih smo vseeno rekli, ok, Lvov, Harkov, Kijev pustimo tako, kot je, pri tistih, kar pa na prihaja kot Mikolaju, pa bomo vzeli imenovalniško obliko na iv, tako da mogoče smo jim šli s tem celo malo bolj naproti še kot recimo Poljakom, v tem primeru. Tako da ja, in bi rekel, da tukaj je bilo tako, eno je lastna ozaveščenost in ki jo tudi mednarodno stanje spodbuja, drugo je mogoče neko ta ukrajinska vztrajnost, občudovanja vredna in verjetno se je tukaj oboje. Zdaj za beloruščino je pa stanje tako, da seveda pri kakšnih tipih Minsk, to niti ni vprašanje, so pa zanimiva ta tipa recimo Vitebsk, Baranovič in tako naprej, ki jih poznamo, zemljevidov to, ker ukrajinščina, to, kar ruščina dela samo v izgovoru, ukrajinščina zapisuje, ker takole je pa po pisavah. Ruska pisava je morfofonetična, je precej zgodovinska, je bila kodificirana tam v 18. stoletju in je tukaj dokaj blizu, bi se rekel, ta princip morfofonetični, se pravi morfofonetični pomeni, da mi skušamo slediti izgovoru, ampak vendarle se razpoznavnost morfemov mora ohranjati. Ukrajinska je nekje vmes, medtem ko beloruska je pa fonetična. Beloruska je pa fonetična, ker je bila kodificirana šele v začetku 20. stoletja, Tereškevič, gimnazijski učitelj, da bi učencem čim bolj olajšal, in vse to jakanje na mesto ruskega ikanja, vsaj prednaglasno, to, kar ruščina ima sicer izgovoru, ne po zapisu, ima beloruščina v zapisu. In zdaj seveda Baranoviči, tudi v ruščini bi se zapisali Baranoviči, izgovorili bi se Baranoviči z akanjem, ampak mi v pisavi tega ne vidimo, v beloruščini se tako zapiše. Tako da zdaj tukaj ne vem, najbrž bi rekli tiste, se pravi, dobro, pri Minsku je tako isto, ne vem, Baranoviči, še kakšen Vitebsk, kjer ima beloruščina Vicepsk, kjer pride pri teju pred tistimi, ki mehčajo, zlasti pred teji, ni se to lepo vid, do tako imenovanega cekanja je Vicepsk. Tako da tukaj malo mahujemo, najbrž pri tistih, ki so že res tipa Minsk, Vitebsk, Baranovič, uveljavljena, tam bi ostale te oblike, prevzete prek ruščine, ki ne odražajo akanja pa tega, medtem ko pri kakšnih teh, ki prej niso bila poznana, to bi pa se vendarle približali beloruski obliki. Zanimiv primer je recimo Mogiljov, ta je sploh problematičen, zato ker če v njih pikic ni, Slovenc ne ve, da je tam da je tam na glas in potem dobimo Mogiljev, v beloruščini pa to Mahiljov, je pa celo spet akanje. Tako da ne vem, tisto, kar je uveljavljeno, bi pustili pač kot je, ponekod bi, če že ne dvojnice, bi dali potem spodaj v teh naših opisih tudi, kot jih poznate, o prevzemu novih, bi dali spodaj v pereso upozorilo, kjer bi uvedli novo obliko, lejte, ne vem, oblika, ki bi bila bliže ruščini, je pa taka. Se je pa treba zavedati, da zato, ker pač
ruska pisava je morfofonetična in akanja vsega tega ne odraža ikanja, je potem nekako morda Slovencu čistko, to so tudi s kolegom Mladenom v tistem prispevku z obdobja postala tezo, da je morda Slovencu nekoliko ta ruski princip zapisovanja, se pravi, ki ne odraža akanika, da je Slovencu nekoliko bližji, medtem kar recimo zlasti beloruski, ki je fonetični, je Slovencu, ne da mu je tuja, ne se pozna iz rovtarskih, mi poznamo iz rovtarskih narečij, pa marski akanje pa to, ampak vseeno, da bi pa to prav zapisovali, ne, nam je morda nekoliko malo bolj nenavadno. Tako da, in zopet isto kot pri ukrajinščini, se pravi tisto, kar so uveljavljeni eksonimi, to ali pa tipa, ne vem, Berezina, Neman in tako naprej, kjer jih že imamo, kjer jih poznamo, tega zdaj seveda ne bi spremenili. Pri kakšnih manj poznanih, če pa bi se o njih govorili tam pa bi ustrajali pri tem, da skušamo biti bližji beloruski obliki. Ne? Je pa včasih tudi tako, zdaj pa podam še primer iz gradiva, zdaj sem govoril za krajevna imena. Recimo pri osebnih lastnih imenih je pa takole. Vi velikrat vidite, govorimo o Aleksandru Lukašenko in tako naprej in potem oklepajo, ampak veste, belorusko je pa to Aleksandr Lukašenka, se pravi, kot neka meta opomba, samo toliko, da boste vedeli, belorusko, a ne, seveda, če bi gledali gradivno, bi še vedno teh oblik bližjih ruščini, ki ne odraža akanja, jakanja in tako naprej, našel več, tako da velikrat je tudi tako, ne, kot da je ta, tudi če imamo belorusko obliko, da jo spremlja potem ta ruščina bližji, oziroma te ruščini bližja, ta, ki ne odraža akanja, cekanja in tako naprej. Morda že včasih tudi zaradi same razumljivosti. Bi pa povedal še nekaj, recimo zdaj smo lahko spremljali, ko je bil Tihanovski izpuščen, ne? Tihanovski je po belorusko Cihanovski, ne? Cihanovski. On je svojimi, kaj lahko rečemo, privrženci, teh so ga poslušali, vendarle on je govoril v ruščini, oziroma, če že rečemo te trasjanki, mešanci med beloruško in ukrajinščino bližje ruščini, fonetika pa je precej izrazito bila beloruska. Tako da tudi sami voditelji, recimo tisti, ki res želijo poudariti beloruskost kot tako, se bolj sklanjajo k beloruščini, ampak recimo Tihanovski, to, kar je on govoril, bilo čisto jasno, mešanca med beloruščino in ruščino, ampak bliže ruščini. Tako da to si moramo biti pač na jasnem. Tako da so tudi v zdajšnjem času, v zdajšnjih razmerah se držijo bolj neke prakse in pragmatike. Tako, kot smo rekli. Kot pa definiranosti ali pa identitete. Morda Ukrajinci bolj so zdaj šli na to, da jih jezik definira, ampak na tem ogromno vzhodnoslovanskem ozemlju je bil jezik vedno, bi rekel, je bil bolj sredstvo sporazumevanja, bolj neko čisto pragmatično, v bistvu je bilo celo dobro. Redo, če si bil Belorus, si se potem še polščine hitro priučil, lahko ruščine, a ne je bila to celo tvoja prednost ali pa Ukrajinc, ne vem, če si potem šel z nekaj časa v Rusijo ali pa na Poljsko, tako kot tudi zdaj vemo, je bila celo to prednost, ampak je bil nekoliko bolj ta pragmatičen pogled na jezik kot to in tudi gotovo ne drži to, ne vem, rusko dojemanje ali pa recimo gotovo ne drži morda v taki meri, kot bi se oni želeli, čim nekdo govori rusko, to je Rus, a ne, to zdaj je pripadnik Ruske federacije in tako naprej. Se kratka, bolj je nek, in kot smo rekli, obstaja tudi te mešance, se pravi med beloruščino in ruščino trasjanka in med ukrajinščino in ruščino soržik, vse poimenovana s temi glede na tipično dejavnost poljedelskimi pojmenovanji. Za slovenščino pa, kot pravim, bilo tako, to, kar so uveljavljeni eksonimi, jih ne bi spreminjali. To, kar doslej ni bilo znano, za ukrajinščino smo omenili Mikolaju, za beloruščino, ne vem, kakšen, recimo Babrujsk mogoče, ki ni tako znan, Babrujska, ne, Babrujsk, ki ni tako znan, da tam pa bi mogoče mi dejansko tudi napisali Babrujsk, bi dejansko tudi to akanje, ki v ruščini v izgovoru je, v pisavi ni, v ukrajinščini pa tudi v pisavi, ker je princip fonetični, bi ga pa morda kar napisali. No, tako, in seveda bi potem nekako dal opombo, da pri teh, ki niso ustaljeni, pa se skušamo, ki doslej niso bili znani, približati beloruskim in to pomeni tudi upoštevamo akanje in to, ker recimo, ko pri preglednici za ruščino imate jasno opozorilo, da ne akamo, ne upoštevamo raznih, ne vem, tistih naglasov tipičnih, kjer so ruski, če ne ustreza slovenskih, jih premaknemo, ne akamo, ne ikamo, se pravi, upoštevamo stanje v pisavi, beloruščina pa v pisavi akanje, jakanje, cekanje odraža in zdaj, če se skušamo temu približati, tukaj pa bi to upoštevali. Verjetno velja to še posebej upozoriti. Prišla sva do zaključka oddaje, ampak samo ob koncu nam še povejte, v kolikšni meri se bo prenovljeni pravopis tudi v tej smeri spremenil.
v smeri prevzemanja imen iz ukrajinščine, beloruščine in ruščine. Ja, tako bi rekel. Zdaj, če pogledate trenutnega SP21, tako kot so s kolegom tudi obdelali za ta prispevek na obdobjih in bo verjetno še kaj, je tam za beloruščino ukrajinščino razmeroma skromno. Vse pač je tam navedeno, neko prečrkovanje, nekaj primerov in to in to. In tam je že neko načelo, ki ga bomo zdaj mi razvili, da nekako tako se glasi, tisto, kar je SP21, da ta poimenovanja, ki so pa recimo ruska za ta krajevna imena, jih uporabljamo, če so uveljavljena. Sam seveda to v praksi takrat je pomenilo, da bolj ali manj ta uporabljamo, mi bomo pa zdaj to razvili tista, ki pa jih še nimamo ustaljena, že od davno prej, bomo pa se skušali približati stanju v beloruščini in ukrajinščini, tudi z vsemi fonetičnimi posebnostmi. Se pravi, to je, definitivno bo to izrecno povedano. Mnogo več zgledov. Zdaj pa še, kar se tiče, eno stvar moramo še omeniti, kar se tiče prečrkovanja in polnega prevzema, kar je pomembno. Za razliko recimo od kitajščine, japonščine, ki imajo uradni latinizacijski standard, ki bolj seveda, ki je v pomoč zahodnjakom, oni sami ga ne rabijo, njim pismenke bolj pridejo prav, uradni latinizacijski standard, tam seveda uporabno tega. Vzhodnoslovanski jeziki in druge slovanske cirilični nimajo uradnega latinizacijskega standarda. Poznamo tistega v letalskem prometu in tega, ki ga oni dajo na svoje zunanje potne liste, in ta res je bližji temu, kar ustreza recimo angleščini, njihovim predstavam, njihovi fonetiki, za prečrkovanje govorim. Tako da imamo mi prečrkovanje, naše uradno prečrkovanje, ki ga uporabljamo v člankih, pa bibliotekari, tam velja črka, mi moramo tam jasno, recimo ta jo z dvema pikcama, z dvema pikcama je točen tudi točen ta, da lahko mi črko nazaj, se pravi, mora biti čisto vzajemno. Potem je ta iz letalskega prometa in ki ga oni dajo v svoje zunanje potne liste, ki ustreza bolj stanju angleščini, jasno za mednarodno prepoznavnost. Tega mi, izven tega letalskega, pa morda tega čisto uradniškega, ne vem, zglasil se je dne tega se je zglasil ta in prepiše uradnik iz potnega lista in če je tam pač bolj po temu angleščini prilagojen, pač prepiše, kolikor je. Izven tega pa, ko mi polno podomačujemo, ko govorim, ne vem, bil je koncert, ki mu je dirigiral slavni ta in ta, se pravi, nismo uradniki, ki prepisujemo z tega, tam pa mi polno podomačimo te oblike. In tam se pravi, ko imamo, ne vem, uporabimo, lepo napišemo jo. Ko imamo, jasno vse šumevce, čožo, in tako, mi lepo napišemo, uporabimo naše lastne slovenske šumevce, ne pa seveda temu, kar je prilagojeno angleščini. Bi pa še eno stvar tudi, da še neke posebnosti izpostavim, recimo, ena zelo zanimiva stvar je, ta izgovor v-ja v izglasju, konec besede in pred soglasnikom sredi besede. Vemo, v knjižni slovenščini se izgovarja v, govorim za v predvsem, tudi l, ampak predvsem v je tukaj. Dobro, vzhodna narečja ima potem f-bel, f ima recimo tudi češčina, poljščina, pa ruščina, ukrajinščina in beloruščina imata pa tukaj, tako kot slovenščina, v izgovoru. Ukrajinščina sicer tukaj piše v za to, beloruščina pa prav poseben znak, tak u, s takim kroscem cirilskim. No in zdaj, kaj smo tukaj rekli pri tem polnem podomačevanju, ne pri prečrkovanju, tam seveda uporabimo u s kroscem, pri polnem podomačevanju smo mi takole rekli, mi bomo tukaj kar v uporabljali, zakaj? Ker ga bo Slovenc itak prav izgovarjal, kot je treba, ga bo prav izgovarjal, kot je treba, ga bo izgovarjal v teh pozicijah, hkrati pa tudi to neko historičnost, ki slovenski pisavi ustreza še ohranimo. Skratka, s tem bi rad izpostavil, da pri tem polnem prevzemanju, da mi skušamo biti čim bližji tistim jezikom in čim bolj ponazoriti to, kar je tam, hkrati pa seveda naša tudi domača morfematiko in tako, da mi to lahko lepo sklanjamo, to prilagodimo pri polnem. Se pravi, tukaj v bistvu je nekje med dvema sistema neko balansiranje. Dejstvo pa je, da se pravi, pri tem, kar niso veljavni eksonimi, delno tudi pri lastnih imenih, sploh če je tako osebnih mislim, pri osebnih lastnih imenih, bi se skušali približati stanju, kot je v ukrajinščini, beloruščini, in to čim bolj odraziti. Seveda, zamenjamo pa razne končaje, kjer je tako tale stvar. Tako. Dr. Domen Krvina, najlepša hvala za to natančno ponazoritev vseh dilem in vprašanj, ki se pojavljajo v prevzemanju imen iz ukrajinščine, beloruščine in ruščine. Drage poslušalke in poslušalci, vam pa hvala za pozornost in srečno.